Je živ! Evo, danes imamo pa tlele klas za mesto in vas, kako že pravijo. Tale traktor sem dobil od Krapaka, on je tudi zastopnik za klas firmo. Klas je tudi zelo znan po zeleni liniji, po balirkah, traktorjih, kombajnih, siljažnih, uruznih, nidani. Danes bomo pa tle predstavili klas Arion 400 serijo. Ta serija ima 7 modelov, od 400 pa do 470. To se pravi od 90 konov pa do 150 konov. In prav tale model 450 ima 130 konov. So pa vsi na 4 cilindre. Fiatov motor, to deva kebek, FPV, Fiat Powertrain. Powertrain, močen vlak. Pa dekuji za štartan z enim dejstvom ali pa z eno tako zanimivo foro. V glavnem klas je naredil v 15 letih več kot 150 000 traktorjev. To se pravi, jih je 10 000 na let, kar pomeni, da jih je to približno 27 na dan. Kar pomeni, da je to več kot en traktor na uro. Kar pomeni, da to nekje je. To je en tak traktor, ki recimo za slovenskega kmeta skoraj najbolj prav pride. Tak univerzalc. 130 konov, 4 cilindre, dosti majhen, dosti velik. To se pravi, za tele parcele, kar imamo, je to en tak, kot temu rekel, univerzalc. Ima tudi medosno razdaljo 2,56 m, kljub temu, da je traktor kratek, a ne. To pa pomeni, da je pa ukreten, da je takrat ena spodvasca in se fam pele. Pa da je tudi lahko večje stroje voz, ker ima težo razporejeno na 50-50. To se pravi, poteže na ta prvi aks, poteže na ta zadnji aks. Traktor je pa težek, prav ta model je približno 6 ton, so pa tam od 5 do 6 ton, odvisno od opreme pa take zadeve, pa od modela. Tudi višina maksimalna od traktorja pride tam od 2,50 m pa gore, spet odvisno, kva vzameš kakšno opremo. Tale je sicer panoramik, to je zaradi nakladača, da ko ga ti dvigneš, da imaš čez ta zgoren oken, ima več pogleda. Lahko imaš pa še ta nizko izvedbo kabine, da mu nižji pride, ali pa klasično brez zgorenega okna. Če imaš pa klasično kabino, pa pride do semle zaprt, pa težje vidiš, a ne? Pa se moraš pa takole gore gledati, kaj norc. Tako da glede nakladača je tale panoramik kabina top. Imaš pa tle tudi senčnik, če takaj sonce prbija, ki je v ksiht. Vzmetenje spredi. Na vsak stran ima vzmeteno opremo hidravlično, zato da blaži rukarje, da se lev špele po cest. Nakladača se tudi da blažiti, je tam en ventil, da odpreš, da je malo blaži. Hidravlika zadnji tudi blažena, če pritisneš tipko. Je pa tale trup narejen iz pol šasije. To se pravi, je dokele nekam do sred traktorja šasija in tudi nakladač zato ne rab dodatnega kakšnega ekstra petja. Je direkt na šasijo pet in poj to drži. Tale trup oziroma šasija je tudi tako narejena v obliki ose, pravijo. Je mu bolj tako na okrogle. To je pa zato, oziroma cela je oska, ampak tlele ima majhna vampa ven, tamle not ima pa dosti lukta med kolesem, zato da se traktor fez zasuče, da ima čim manjši obračalen krog, da je čim bolj kompakten. Pa spet malo sicer odvisen to od koles, no. Lahko, če bi mu vzeli še ožji kolesa, gor se bi še bolj obrnil. Trenutno ima pa 28 sol je spredi, 38 sol je zadnji, širina je 480 prve, pa 600 so ta zadnje. Tale model oziroma s tole opremo ima hidravliko še spredaj, kardana trenutno nima. Imaš tipke za hidravliko, gor pa dol spuščaš, tlele imaš 2 ventila oziroma en par ventilov. To je to. Da se pa tudi kardano to graditi, no to je po želji kupci. Kistelj za tank, kistelj za AdBlue, 190 litrov, 22 litrov, je pa tudi zadnji zelo lepo razporejen. Tole je za isobus, podaljšak not potegnen, 3,5 doza toči. Tale traktor ima trenutno gor 110 litrsko low cenzing pumpo, varianta pa tudi 150 litrska low cenzing pumpa. To so tele 3 priključki, zrak zavore, tlele imaš pa 5 ventilov. Tale je elektronsk, tele 3 so pa mehanski. Da se pa tudi dobiti, da imaš komplet ventile vse mehanske, to se pravi na tipke noter. Ne mehanske, električne, to se pravi na tipke, da imaš noter. Vse pa štele pretok telih ventilov mehanskih tlele zadej. Tlele je tak plus pa minus, takole vrtiš. Prečka, trenutno je tudi mehanska gor. Tlele imaš odlagališče za kakšne bunke, za kaj taka, za šklente. Avtomatski priklop, šar Millerjev, K80 priklop, avtomatske roke. Žele plava, pa če jih pa dvigneš recimo s tole tipko, kakor pač nastaviš jih pa zaklene. To je zato, da ne tavče. Tole je za tale ventil, ne vem, če bomo hidravlično prečko ali pa kaj takega, pa za vklop kardana, pa za izklop. Kugle oziroma tele roke so 3. kategorije. Ja nič, bom jaz zdajle tega nakladača malo dvignil luft, da bomo do motorja prišli, da vidimo, kva se skriva, kakšno dušo ima not. Tako da, gremo. Inside, v pisarno.
Dolžine mislim, da je slabe 4 metre. Tegale klasa pogana Fiatov motor, Fiat Powertrain. Močen je, veliko manj navora. Mislim, da je tudi en klasov sistem noter, da ima res ta pravo moč, 4500 kubikov ima. Tudi se vidi s tisto cisterno, ki sem vozil 18.000 litrov. Glede na to, da imaš pa ti še nizek izpust dol, pa tiste brane od tla zabite 18 metrov, ki jih vleče, plus pumpo goniti, je 130 konov, tale motor res dobro vlekel. Imaš pa tukaj pa vse ni nič kaj takega, pač intercooler, turbo motor, nekaj. Bom pa tle pokazal, kako se tele hladilnike dobro čist. Ega le ven. Evo, ta prvo se en hladilnik dvigne, ta drug, takole zgleda. In pride sam s kompresorjem zraven, pa spihaš. Je res dostopno, no. Sploh, ko kosiš, pa to se zabija, ti se regrat, pa vse sorte praha not in počne traktor pregrevati, kot pri našemu dojčka. Zadnji pa pripet Querinalandov plug. Tale je 4 brazdan, vario, sprečalen, zastopa grapak, tako da če vas bo kaj zanimalo, ne bo le kar njega pokličete za več informacij. To se pravi tako je, itak imaš vse komande na desni strani, ne. Tlele imaš tiste 3, bo da ves radio majhen bolj poti, da se bo kaj slišal. Tlele imaš tiste 3 mehanske ventile, klasične, imaš pa še 2 elektronska, to sta pa te 2, levo, desno, gor, dol. Trenutno je priključen kledač, tlele imaš EHR nastavitve, tole imaš tudi še za hidravliko tukaj. Pač tako kot pri vsakem traktorju, zdaj nam vse razlagal, ker bo predolgo trajal. Tle imaš hitrosti kardana, pa za kardan izklopate, pa lahko natakneš, za vzmetene hidravlike, za klep hidravlike, 4x4 špera, tle imaš pa avtomatski menjalnik poj, če si na pol ali pa cestna, to je pa malo odvisno od odzivnosti. Za vklop kardana, avtomatski vklop kardana, pač klasične komande, tle pa za tale hiter volan, to bom tudi pa še pokazal. Tele dve plus pa minus sta iste tipke, kakor za tele na joysticku, da gor pa dol šaltaš. Tole pa tudi čisto tak multifunkcijski joystick, to se pravi, zdaj imam naprej nazaj, imam nakledača, lahko imaš pa tudi ostale 2 ventila preklopljena na kaj drugega, če bi jih ponudil, to da imaš električne, zato ker tle se poje daš tela tudi na temu računalniku gor, pretok, pa timerje pa take zadeve. Imaš pa tle poje 4 funkcije, če močeno pobočno kosilnico lahko tle samo F4, F3 pritiskaš recimo, pa ti spustite prvo, pa ti spustite zadnjo, to da ne rabiš le nič šaltati, ampak imaš vse na teli roki. Pa imaš tudi tempomate, takole, da ne žge gor pa dol, imaš inverter, naprej nazaj, tako kot pri armaturi, te zadnjo hidravliko, ventile, nideni, vse imaš lahko tlele gor, tako da ne rabiš nič posegati, sploh v tale konc za tiste osnovne dela. Je pa tudi komplet menjalnik tle, in tako kot sem rekel, sam šaltaš med grupam ali pa avtomatsko, kakor pač češ. Inverter naprej, to se pravi, grupo imam C1, oziroma grupo imam C, pa te prvo šestinko. Pa če daš tale gumb bolj v easy naprej, ti šalta šestinke, če ga daš pa bolj, ti pa šalta grupe, če ga do konca butneš. To se pravi pa tudi zdaj, ker sem prišel do C6, mi bo šaltal naprej v grupo D. In zdaj je tudi on avtomatsko v D2 šaltal, ker je toliko brihten, da ve, koliko traktor trpi in v tisto šestinko ti pa avtomatsko vrže. In evo, D3, D4, D5, D6, to je ta zadnja brzina. To pa pač tudi prenzaš in sam butaš v glavnem s tole tipko tlele gor dol, kakor češ. Lahko tudi grupo vržeš, evo, v C6 mi jo zdaj vrgel, še eno dol, B6, zdaj sem do konca v tla zabijal. Pa imaš pa še avtomatsko varianto. Tle pritisneš avto in zdaj, ker sam gas dojal, bo on avtomatsko šaltal gor. Evo, C3, C4, brez da bi je tole pritiskal, sploh ni važen. Je pa to malo odvisen od nastavitev noter, koliko imaš naštelane. Odvisen, koliko obratov imaš, takrat ti pa vrže v višjo brzino. Imaš pa tudi smart stop, to se pravi, tlele gor ima zdaj vklopljenega in jaz če dam brenzo, brez da karkoli pritisne, brez skupke, brez vsega, se meni traktor ustavil čist. Evo, pa imam levo nogo frej, zdaj pa se nam nogo. Evo, pa imam levo nogo frej, evo, in brenzo spustim pa že pele in bo spet avtomatski šaltov. To se pravi, zdaj se bi pa res spet ustavil, pritisnem bremzo, brez klopke in traktor čaka. V bistvu imam pa še kar v brzin. To se pravi, v avtomatsko pritisneš klopko. Zdaj pa spet sam gas daš in gremo dalje. Je čisti avtomatik, no, kada preko en vario, samo da ima pač stopenjski menjalnik. Lahko pa tudi med avtomatskim načinom šaltaš brzine gor pa dole. Recimo, zdaj imamo avtomatsk
in ne vem, butnemo C6 grupo, evo. Pa bomo pa spet gas dodajaš, pa spet šel avtomatsko gore. To je recimo en primer, imaš pa pojď cel kapenek nastavitev še not, kad to pojď štelaš kakšne parametre, pa to kdaj ti šalta, kako ti šalta. Tako da ja. Zdaj imaš pa pojď še tisto funkcijo za ta hiter volan, to je tudi kar zanimiva zadeva. Te vklopiš, pa imaš pa v nastavitvah, koliko hiter ti ta volan dela. Zdaj imam jaz volan na maksimalno našteljan, da gre krat 2,5 hitrost. In s pol obrata volana jaz zaslučujem komplet kolesa v eno stran. Evo, to je recimo, tudi če si grem malo za furo pelat, to je pač ful odzivna zadeva. To res viža, to je za kakšnega nakledača ali pa kaj takega, če ful obrača, že poj sad takole malo delaš. Je pa to menjalnik, ki imaš 24 brzine prej, 24 nazaj. To se pravi 6x4, ne. Traktor ima s tem brzinam končno hitrost 45 km/h, z eko-menjalnikom, to se pravi, ti greš 45 na uro po 1850 obratem približen. Je pa kabina tudi ful prostorna, se pravi, placa je kakor češno, te se bo kasnih, mislim, da nam rekel, kva bo kaj sedi, 6 stebričkov ima, 1, 2, 3, pa še na tej stran 3. In imaš v bistvu res dober pogled okoli in okoli, 360 stopinj. Spredi imaš tudi prvo šajbo dobro, da vidiš. Zdaj je sicer nakledač gor, je majhen manj pregledan, ampak dober. Klas za mesto in vas odhaja nazaj v vas, Naklo oziroma Strahin do Grapaka. Tako da, če v kakšnega kaj več zanimal, glede cene, opreme, več podatkov, karkoli, se ne obrne kar na njega. Tudi glede katerne land pluga, kaj zadnji pripet, nisem veliko povedal, zato ker je že v traktorju precej zapovedati in to pač ni šans, da spraviš v en posnetek. Ima pa tudi Grapak ostale mašine, no, več ali manj vse, kar slovenski kmet potrebuje, malo prečekirite njegovo stran ali pa ponudbo. Zadnji je tale 4-brazen plug, vaga skoraj tono 400, plus to, da pride res nazaj, ne, se vidi, koliko je to dolgo. Ampak glede na težo pluga pa traktorja, je traktor na cest čist miren, nič kaj dosti ne pozna, da ga kaj odnašal, v bistvu ne raba spredi kvifta. Pa če res je, da je zdaj nakledač gor pa šafla, ne, samo segli. To je pa lik fora zaradi težišča tega traktorja, zaradi 50 teže. Sicer dobro, da če bi šel rad, bi bilo fajn, da bi še eno teh spredi, da to malo bolj pritiska, da to lažje peleš, da greš bolj optimalno orješ. Pa kabina je tudi tiha, no, temu traktorju. Je čist skoka v avto, pa rekel človek. To je pa to, se vidimo v naslednjo. Živ! Zdaj pa lik rožam, pa ne moremo gasniti. Dobro. Sam da to da še zguram. Pa gužvaj na cestno, znoro bom, koliko duš. 45 na uro gre, to je končna brzina pod 1850 obratem približen. To se pravi, to je eko-menjalnik. Treba je ti lepi sedljeti. In da še ga zraziš, kaj norca. Pa čez ovinke, da plug malo upleta, zato je dolg, da malo rad odnaša, tako rečem. Kaj bo kaj tihala probal? Serion, 5000, ene 500 konov. Tak je v glavnem, kada sem zbajtal okoli vozovega. To plink zavolal biti. V glavnem je kar zvarina, no. Klas ima tudi zgrebljanike, pajke, kosilence. V glavnem vso zeleno linijo, no, mislim, da. Balirke, evo, kosačice, še malo klasov. Dobro, tale je res patarda, no. Ta. No, tudi ta je dober. Ta je tudi dober, ta tudi. Evo, tega sem pa jaz. ICB teleskoparji. Lik prej leh je skvadal, če sem prav videl. Temla moja pa štapnot. Evo, balirke, pa gevel, uvijalke, pa rezavce. Evo, še en kvirneland plug. Če v kakšnega kaj več zanimal, se mi pa na telo obrne. Živ!